Zdaj pa bo neki. Ja, dobro večer, še enkrat sem skupaj, več ali manj se vsi poznamo, jaz sem Roman Drasulnik. Danes sem si zamislil, da bom majčkeno dan podpore tistim, ki ste novi, ki še ne poznate dobro trgovanje, ki se še niste čisto popleteli z Boomerang platformo. Najprej malo tehnični vidik, potem ene, dva, tri trade postavim, potem na koncu pa za vaše vprašanje oziroma če imate kakršnekoli izzive s trgovanjem, ne. Ok, najprej malo tehnični vidik. Zdaj, po teh izkušnjah, ki jih imam zadnji mesec, dva, veliki večini platform Boomerang dobro. A si lahko prosim mutate? Če da ste mute tukaj, ker je moteč vsak šum. Se pravi, po teh izkušnjah, ki jih zdaj sem dobil v teh zadnjih 2-3 tednih, veliki večini platforma dobro dela. Ne pa vsem. Bom zdaj malo mogoče pokomentiral, mogoče že z nekaj teh mojih komentarjev dobite kakšen odgovor. Prav, ena je vidik firme. Prav, pač produkt je še vedno v razvojni fazi, moramo se pa po drugi strani zavedati, da tudi platforme trgovalne, ki so na trgu že 10-15 let, ne vem, kakšen MetaTrader ali pa kaj takega, če poznate, ne. Se pravi, softverski produkti so vedno imeli in vedno bojo imeli kakšne glitche. Se pravi, software je vedno nekaj, kar se vedno v razvoju razvija, ampak to zdaj ni nekaj, jaz se zelo malo časa ponusim v življenju, da se ukvarjam s stvarmi, na katere jaz nimam vpliv. Se pravi, jaz verjamem, da bo firma še naprej pilila produkt, še naprej pilila platformo, ampak to ni nekaj, kar bi bilo v naši sferi, zato tule ne bi kaj dosti izgubljal besed, bi se bolj mogoče osredotočil na tisto, kar mi lahko sami naredimo, ne. Zdaj, po teh izkušnjah zadnjih par dni je prva stvar, ki sem jo opazil, da zelo pogosto se zgodi, da na Chromu ne dela Boomerang. Se pravi, če se vam dogaja, da imate skozi bel ekran ali pa da so narobe podatki ali pa da skozi ven meče, vam predlagam, da zamenjate iz Chroma v Firefox. Ne, se pravi, verjetno večina itak zna to narediti, ker je potem treba jasno tudi denarnico prenesti na Firefox. Lahko tudi pokažem, kako se ta izvoz denarnice naredi, se pravi, vpišete v MetaMask, ne, v Firefox, čakajte, tole prav podeliti ekran, recimo. Se pravi, vpišete v Firefox, ne, MetaMask, in vam tukaj ponudi, ga inštalirate, ne, in potem v naslednjem koraku vas sprašuje, boste vozili novo denarnico ali kreirate novo denarnico ali boste vozili obstoječe, ne. Ker vi zdaj to uvažate z nekega drugega browserja, recimo s Chroma, če imate težave s Chromom, kolikor imajo pač nekateri ga imajo, tukaj poiščete na svojem MetaMasku svoje tele sice, greste tule v tele nastavitve tukaj, samo malo, ker zdaj spet pa meni majčkeno tule drugače kaže kot na drugih računalnikih. Tule varnost in zasebnost in so tule razkriti sice, ne. Se pravi, tole kliknete, vpišete geslo in prepišete teh 12 besed in potem se vrnete tule na Firefox, naložite, vas tukaj v naslednjem koraku vpraša, a gre za novo denarnico ali jo uvažate. Se pravi, jo uvozite novo s tem, da vpišete teh 12 besed. Ne, to lahko na koncu tudi mogoče odgovorim še na kakšno vprašanje, če kakšno vprašanje vezano na ta izvoz. Se pravi, to je ena stvar, ki sem jo zdaj opazil v zadnjih 10 dneh, 2 tednih, ne, da ne pri vseh, ampak zelo pogosto se dogaja, da na Firefoxu dela odlično, na Chromu pa ravno danes sem imel en tak primer, pa včeraj ponovno enega takega, enostavno sem prenesel Boomerang, se pravi, Boomerang itak ni treba nikamor prenesti, se pravi, odprl sem novo denarnico na Firefoxu oziroma ne novo, prenesel sem jo iz Chroma na Firefox in je tam delal odlično. Tudi tule, ko bom danes delal, jaz imam to na Firefoxu, ne. Se pravi, druga stvar, ki je, ne, pač edino orodje, ki ga mi rabimo, da smo tukaj lahko uspešni pri trgovanju, je kompjuter, ne, se pravi, če imamo tukaj možnost, ne vem, zaslužiti od 5 do 10 ur na mesec, ne, je potem fino, da imamo odlično orodje, ne, se pravi, veliko vas ima neke stare kompjuterje, mogoče zapacane, mogoče so neke požarni zidi visoki, tako da jaz predlagam, da v tem obdobju zdaj, ko bo od 9. do 12. do 13. zaprta, da pač si daste, tisti, ki imate malo starejše kompjuterje ali pa ki že dolgo časa niste dali pucati, da se da spucati kompjuterje, ne, se pravi, tudi to je lahko razlog,
da karkoli blokira, ne. Tako da, kot rečeno, ne, mogoče pri takem zaslužku, ko se tukaj pogovarjamo pri Boomerangu, je celo fajn razmišljati, mogoče celo o računalniku novem, ki bo namenjen izključno temu, ne, ker pri 10 uri zaslužka ali pa 5 do 10 uri zaslužka na mesec je potem 500 evrov dati za edino orodje, ki mora biti odlično, ne, se mi zdi vreden tega stroška, ne. Zdaj, če pa ni star, če je računalnik še top, če ste zadovoljni z njimi, ne, pa vsekakor priporočam, da se ga pač spuca, ne. Na žalost pač računalnike nosimo pucati šele takrat, ko nam kaj zaglavi, ne, nimamo te navade, da enkrat na let pucali računalnik, ne, vozimo avto vsak mesec, ne, na čiščenje v pralco, računalnik pa nikakor ne damo spucati, pol se čudimo, ono ne dela, drugo ne dela, tretje ne dela. Se pravi, to, da je računalnik očiščen, je zelo pomembno, ne. Naslednja stvar, lahko so kakšni protivirusni programi gor. Tudi to sem videl, da blokira lahko spletno stran. Pogosto nam uturijo tudi kakšne tele antivirusne programe, ne. Tule surfamo po netu in nam ponujajo free tale antivirusni program. Ne, free je vedno s ciljem, da se bo nekaj prodalo. Se pravi, vi tisto kliknete, da je free, in potem se vam namesti ta antivirusni program v vaš software in vam blokira vse živo, ne. Se pravi, je fajn imeti en sam antivirusni program, pa še tistega enega takega, ki vam je nekdo priporočil, ki se spozna. Ker teh antivirusnih programov na netu je 100 in vam lahko povem, da vam čisto popolnoma nič ne pomaga, če imate inštaliranih 5. Ne, zato niste nič bolj zaščiteni na netu. To se samo potem tepejo te programi med sabo. Se pravi, te stvari treba pogledati na računalniku, ven zmetati, in če že imate antivirusni program, da imate antivirusni program eden, ki vam ga je priporočil nekdo, ki ve, kaj dela, ne. Se pravi, ne tisti, ki je najbolj poceni, pa ne tisti, ki je najbolj fajn, ampak ki vam je priporočil neki računalničar. Se pravi, ta del mi lahko poskrbimo sami, ne. Pač to zdaj govorim tistim 20%, ki ste zdajle tule gor, pa imate kakšne izzive, mogoče vašega izziva nisem pokril, pa ga bom na koncu pokril, če imate kakšno vprašanje. Pa seveda vsi tisti, ki gledajo posnetek, pa vem, da imajo neke tehnične izzive, in seveda je najlažje kazati na firmo Boomerang ne dela. Se pravi, če Boomerang dela za 18 ljudi, platforma dela odlično, za 2 pa ne, se pravi, težava ni v Boomerangu, ampak je v tem, kar sem vas zdaj naštel, ali pa še v nečem, kar pa mogoče jaz ne poznam. Jaz nisem kakšen IT-ovec, na računalnike se ne spoznam prav blazno dobro, ampak povem vam samo po teh izkušnjah, ki sem jih zdaj videl zadnje par tednov, kaj bi lahko bil izziv. Se pravi, čist računalnik, dajte ga spucati ta mesec, antivirusne programe ven in uporabljajte Firefox, ne Chroma. Okej, se pravi, to je ta prvi del, malo tehnični, ne. Zdaj, kar se tiče samega trgovanja, bom naredil par tradeov, pa mogoče malo pokomentiral, zraven kakšen trik vam povedal. Zdaj sem tako fajn govoril, kako pri meni se dobro dela, no, zdaj se bo izkazalo hitro, a sem pretiraval ali res ni. Jaz sem s tem namenom, pravzaprav moja partnerka, kupila nov računalnik, ne, ker je naredila to, kar se zdajle pogovarjamo, ne. Se pravi, denar je predober, priložnost je prevelika, da bi se zdaj zezal s slabo mašino pa slabim računalnikom pa krivil firmo, kako stvari ne delujejo, ne. Se pravi, kot smo se že naučili, to večina itak ve, odpremo, mislim, priporočljivo je odpreti dvakrat isti zavihat, se pravi, enkrat na parih, tule na Market Opportunities, enkrat pa na platformi, kjer postavimo trade, ne. Čakaj, da tole malo umaknem, ker me moti. Okej, grem tule, poiščem en par. Mogoče zdaj pri teh parih najprej en komentar, ne. Mi smo se zdaj 2 meseca pa pol pogovarjali, kako je fino, da se poišče pare, ki so 1+. Glede na to, da je zdaj pred 10 dnevi bilo objavljeno, da je zagarantirano, da bo vsak imel trikratnik, se pravi, ni nobene potrebe več, da stremimo samo za takimi visokimi pari. Zato, mislim, za takimi visokimi donosi. Ker v vsakem primeru pač bomo imeli trikratnik, ne. Prej smo mi gledali, da je 1% donos povprečno na trade, zaradi tega, ker če si 1% povprečno naredil, si ravno trikratnik naredil zaslužka, se pravi, iz 500 jurja pa pol, iz jurja 3, iz 3, 9 in tako naprej. Se pravi, zdaj pa firma nam zagotavlja, da bo pač imel ta kredit za trgovanje
toliko časa, dokler ne bomo naredili trikratnik. Se pravi, kaj je razlika med nekom, ki daje v povprečju 1% trade, pa enim, ki daje 0,5, v povprečju govorim, ne, in to pač on ima več cajta ponudil. Se pravi, oba bosta prišla na isti cilj. In firma je to naredila z razlogom, si lahko mislim, to je pač moje tolmačenje, več razlogov, en razlog je tudi ta, da ne trademo vsi isti par, ker zdaj nas bo 80.000 ali pa 100.000 gledali samo Unex 1%. Se pravi, če pa tega pogoja ni več, prav lahko tudi trademo 0,3, 0,4, 0,5, se pravi, razlika med enim, ki bo 1% naredil na trade, pa unik, ki bo 0,3 ali pa 0,4, samo ta, da bo on ponudil pač malo več časa, zato da bo prišel na isti cilj. Tako da, evo, zdaj, ker enega vzamemo, se pravi, recimo tega, ki se ne tle ponuja USDC, USDT, USDCE, se pravi, od zgoraj pišemo prvi del valutnega para, USDT, znesek je pač, mene skozi ljudje sprašujejo, pa mora biti 90, mora biti 80, mora biti 100, nič ne more biti, ne, firma nič ni rekla, za koliko morate vi tradati, ne, pač trade prilagodite tako, da so te nekaj naučili do torka, ko bo zmanjkalo tega balansa, ne, se pravi. Izvinjavam se, Roman, što se ubacujem, ali $10 je minimalna transakcija. Da, Minimalni trade. Da, to v svakom slučaju 10 je najmanje, inače nema firma, osim toga što je svaki dao prinudu, firma nema nekog drugog pogojevanja. Znači, če imate zdaj balansa, ne vem, za 3 ure, recimo, postavite trade po $100, recimo. Jaz pač tega nimam več, tega balansa več topam dal, ne vem, 90, 99, ne. Se pravi, ni pomembno, firma nič ne predpisuje, koliko morate dati. Ok, zdaj, ko govorim, sem bi med tem že pozabil, kaj je bilo od spod. USDCE, meni se zdi, ne. Počakamo, jaz le že roko desno držim, da potrdil. Se pravi, vidite, tle od spod predviden, pričakovan donos, 1,17, odlično, confirm, dvakrat potrdim. Se mi odpre MetaMask denarnice, se pravi, nič se ne dotikam, nič ne odpirate, denarnica ste že prej povezali. Mogoče tle en komentar, to je zelo zanimivo, da tle skozi MetaMask opozarja, da se lahko zgodi, da bi bil največji fee 1,4. Jaz ne vem, kako so do te cifre prišli, ker če jaz gledam zgodovino tradov, zadnjih 100 tradov nikoli ni bil več fee 20, 30, 40 centov ali pa 50, ne. Tako da to v vsakem primeru vedno potrdim, ker itak se ne more zgoditi minus. Se pravi, če bi se slučajno zgodil, da bi bil ta fee na MetaMasku večji, kot je pa donos, bo ta trade ravno tako zavrnjen. Se pravi, se ne obremenjuje s temi opozorili, ne, da je visok fee, na MetaMasku potrdim, v vsakem primeru, če gre skozi, gre. Evo, transakcija uspela. Potrjeno. Ok, zdaj mogoče na tem mestu, vse večini sem to že povedal, zdaj trenutno imamo 3 take valutne pare, kjer je treba biti zelo pozoren na ta, kakšen znesek daste. Ne, se pravi, ker so to valutni pari, ki imajo bistveno večjo vrednost, kot pa dolar. Te 3 valutni pari so vred v Ethereum, Link pa Aave. Tako da jaz vam predlagam, da si vzamete list papirja, pa si na list papirja te 3 pare napišete, kakšen znesek je potrebno dati zdaj in kakšen znesek bo treba dati potem, ko bomo imeli polno vsoto. Jaz bom zdaj kar pogledal te 3 pare, pa si lahko vzamete list papirja, pa si napišete. Se pravi, prvi od njih je Wrapped Ethereum, ne, ker Wrapped Ethereum ima ceno okrog 4 ure, ne. Se pravi, zdaj, če želimo tle ujeti znesek med 50 in $100, kot smo se namenili porabiti, a ne, potem je tle, probamo recimo 0,02. Ne, in je to $70. Se pravi, v tej beta testiranju damo tle znesek pri Wrapped Ethereum v ETH od 0,2 pa do 0,3. Ne, se pravi, 0,3 pa 100. Ker je potem priporočljiva vsota, sicer bomo videli, kako se bo trg obnašal, ko bomo začeli s polno vsoto. Ampak izkušnje preteklih mesecev so pokazale, da nekje očitno jurja bo tisti znesek, ki bo šel dobro skozi. Se pravi, vse tole, kar vam zdaj govorim za beta znesek, je vse krat 10. Se pravi, zdaj pri tem beta znesku, pri Wrapped Ethereumu pišete
od 0,02 do 0,03, potem, ko mu pa treba od 800 do jurja, se pravi pa 0,2 do 0,3. A je to razumljivo? A je to razumljivo, a kdo ne razume tukaj? Ker jaz tako govorim, ker vsi se razumejo, ne? A je to razumljivo? Ja, se je. Pane to je. Ok, dobro. Mile tudi. Super. Tistim, ki pa ni, pa itak se ne upajo reči, že ni. Cool, cool. Ok, zdaj to potrdim, se pravi 0,03. Cool. A ja, zdaj sem sam... Ok, zdaj bom tle pokazal, nekako v bistvu se ne morete zmotiti. Spravi, zdaj tle niti nisem šel paro pogledati. Bom kar probal en trade, ne. Tle bom odprl spodnji del seznama, pa bom kar probal enega dati. Link, recimo, ne. Bomo videli, kaj se je zgodilo. Mogoče pa po nesreču ujamemo koga. No, ta že ni po nesreči. Se pravi, je minus 0,7. Dajmo še enega probati. Ne bo vematic. Takole je fino, ker v bistvu se ne morete zmotiti, ne. Ker kot verjetno ste že vsi bili na webinarjih, a ne, veste, da če se takle trade potrdi, lahko tudi zdajle to naredimo, tak trade ne gre skozi, ne. Potrdim, dvakrat. Trade is not profitable, transakcija je zavrnjena. Se pravi, ne morem se zmotiti. Ok, se pravi, vedite prvo tako, ste si to napisali, se pravi, v beta testiranju od 0,02 do 0,03, potem od 12., 13., 14. naprej, ko bomo imeli popolni znesek, se pravi pa za eno decimalko nazaj, od 0,2 do 0,3. To je prvi tak, ki treba biti pozoren. Te drugi je link. Prav link tudi ne vem točno, koliko ima ceno, mislim, da 15 sekund. A 5? 5, 4, ja. Aha, se pravi, če dam 5 recimo, ne, je... Pa napisala. Če dam, se pravi, od 5 do 6 daste zdaj v beta testiranju za beta znesek, od 50 do 60 pa potem boste imeli od 800 do jurja, če me razumete, ne. Se pravi, zdaj, če bi dal tle še eno nulo zraven, 50 linkov je 861, 871, ne. Se pravi, zdaj 5, potem pa od 50 do 60. Tretji tak je pa AVE. Ta je pa 0,7. No, kdo to se ve? Kdo to govori? Kdo ve? Da ga pohvalim, no, kdo ve? Tomaš je rekel A 0,7. Tomaš ve? Ja, ok, bravo Tomaš, super. In je treniral to že. Super. Jaz bi tole vse enkrat zapisal, da še ostali vidijo, kako sem sploh prišel do tega zneska. Kaj to delam? Malo dala. Ja, ok, se pravi, AVE ima pa, prav Tomaš 0,7, da probamo to. Evo, tako je, ne. Se pravi, rečemo AVE, zdaj pri testnem znesku damo od 0,7, ne vem, do 0,9, recimo, če imate malo več denarja gor. Se pravi, kar to pomeni, prav, koliko bomo potem dali trade pri AVE-ju, ki bo pa polni znesek? Kdo ve? Razen Tomaža. Prav, če želimo imeti tukaj Jurja, bomo dali od 7 do 9, ne? Prav, 8 jih je Jurja, Ja, ja. 250. Ne, se pravi 10krat več, je čisto simpel. To, kar smo se zdaj napisali za testni znesek, samo pomnožimo z 10, 10krat večji znesek. Ok. To je to. Ok, zdaj gremo pa še en trade narediti. Pa bom šel pa vaše vprašanje poslušati. Jaz tole še vedno osvežujem, vsakič, ko pridem na stran, iz navade. Drugače itak se stran osvežuje, gledam, kar se je. Se pravi, itak se po defaultu strana samo osvežuje na pol minute. Ne, ok, gremo tega. Vematic Marex. Se pravi, zgoraj pišem prvi valutni par, če ga ni tukaj, ga tle poišem. Začnem pisati Vematic. Ok, zdaj mi spet tole tle ekran nekaj moca malo. Ne vidim zaradi zooma. Drugi par imaš Vematic. Ja. Kaj pa je od zgor?
tukaj še enkrat pogledam. Ok, dajmo pa, RNDR, ali kva imaš? dajmo pa še enkrat. Dajmo, ja, ta je premal, dajmo tega V-matico SDC. Ta USDT, drugi tukaj. USDC. Ja, tale drugi Lahko tukaj, nekaj ne. donos. Ja, saj smo rekli, da zdaj ni tako bistveno, no. Mislim, še vedno je fajn, da je vsaj 0,5, krat se, če daš 0,2, potem 5krat več cajta ponučaš napram temu, da 1% bereš. Ja, cajta gre več, ja. Tega bom V-matico SDC je to. V-matic, se pravi, zgoraj je. Zdaj mi pa tega noče poiskati. Roman, ne moreš ga poiskati, ker ga že imaš kot drugega opisanega. A ja, zato. Ok, hvala za opozorilo. Ja, ker mi je to ostalo odprej, ne. Se pravi, če hočem pobrisati tole, moram samo osvežiti stran, da se to osveži, da pobriše te podatke odprej. Hvala, Boris. Se pravi, levi del valutnega para, znesek, se pravi, pri vse ostale valute, razen teh treh, ki sem naštel, je razmerje z dolarjem približno 1:1. Ni toliko velike razlike, da bi bil pozoren na to. Kaj pa pod spod sem že pozabil? Nekaj na S. Dajmo probati tega Sant, recimo. Pa ni bil Sant, nekaj drugega je bilo, pa se ne spomnim. A se kdo spomne, kaj je bilo spod? Naj bo RNDR, recimo. Ne, tudi to ni bilo. Ali je pa že ali je pa že mem ta donos. Ali je bilo pa Je tole? bil ta RDNR, je bil? Je bil, ja, se medtem se stvari lahko spremenijo. Ne, se pravi, tle ni to več aktualno, osvežim, pa grem še enkrat nazaj. Ja, a veste, kaj se včasih zgodi? Čas je minus, pa ga daš pa čez 2 minute, pa je plus spet, ne. To je, moramo razumeti, da je to dinamičen trg. Lahko je čez 2 minute vse drugače, ali pa čez pol. Ker se cene skozi premikajo. Od tega sem dal ravnokar pisati, tle še vedno mi ga ponuja, da je plus, pa dajmo še enkrat, no. V-matic, tale, USDC. To sem ravnokar opisal, pa je bil minus. Pa dajmo še enkrat. V-matic, znesek. Evo, čakamo ponudbo. Tle že roko gor držim na tem zelenem gumbu, 1,12, super, dvakrat potrdim, confirm, še enkrat, confirm. Čakam na MetaMask, še tam potrdim, karkoli mi je tle napisal. Vzamem, potrdi. Potem tle od spod bo pisal, jaz ne vem, a vi to vidite na Zoomu ali ne. Mislim, da na Zoomu, da sploh MetaMaska ne odpira. A vi vidite MetaMaska, da ga odpre ali ne? Ne. Ne, ga ne vidite, ne. Ja, ne vem, to tudi Jaz ga predavam vidim. vidim. A? Pojavi se MetaMask, kad treba da stisneš confirm. Kako? Kad treba da potvrdiš transakciju, onda se pojavi MetaMask i koliko... Da, pojavi se, ali pitam vas, da se vidi MetaMask, ja sad primam, pa mislim se ne vidi na Zoomu. Ja vam pitam, evo Vidi, ovdje vidi. potvrdite. Na A Zoom- vidi se, to kažem. A vidi se? Pojavi se kada treba transakciju da potvrdiš, a ovo drugo se ne vidi. Da. Evo opet uspeo trade. Tako. Evo sad, zdaj mogoče še kakšno pojasnilo okrog MetaMaska. Ljudje tradejo pa rečejo, recimo, to sem slišal, no, že en teden trada pa še zdaj nisem zaslužen, kjer ni denarja, kje je denar? Ne, se pravi, gre za nastavitve denarnice. Takole tle odprete. Žetoni. Se pravi, jaz sem tle MetaMask zdajle pred pol ure naložil iz enega drugega računalnika, ki imam to na računalnik, ne. In sem zdaj tradal in nimam nobenega denarja, vidite, ne. Se pravi, je treba te pogodbe ali uvoziti, vam pa lahko povem še en bolj enostaven način, kako se MetaMask denarnice nastavi, zato da sama prepozna nove kriptovalute, ki pridejo not. Se pravi, tle kliknete nastavitve, tle gor te 3 pikle. Čakaj, bolj počasi. Nastavitve, se snemamo, ne boš lahko poslušal. Ok. Nastavitve, potem varnost in zasebnost,
Se pravi, tle so te sici, o katerih smo se prej pogovarjali, če rabite kam prenesti na drugo napravo. Se pravi, to, ko sem vam prej razlagal za prenos iz Chroma na Firefox, ne velja tudi za vse ostalo. Se pravi, lahko si denarnice prenesete na tablico, kot so šli na morje, ali pa na telefon na isti način. Se pravi, na obstoječi pogledate 1210, tam kliknete, da boste naložili in ne boste naložili nove, ampak boste importirali staro. Skratka, tukaj na varnosti in zasebnosti dol, poiščete Autodetect token. Autodetect token, tole mora biti prižgan. Se pravi, na ta način bo MetaMask sam prepoznal druge kriptovalute, ki prihajajo v denarnico. Vklopi. Gremo pa nazaj, da vidimo, če kaj pomaga zdaj to. Je. Ne, se pravi, zdaj niso po defaultu gor, ampak mi MetaMask mi pravi, 5 novih tokenov je noter v ozadju, ali dovolite, da se jih uvoz, dovolim. To naredite samo prvič. Aha, to kliknemo. Samo prvič to naredite, ne. Se pravi, od zdaj naprej bo link, je ta link pogodba noter, ne. In zdaj sem vse te donose, teh 5 tradov, ki sem zdaj naredil, jih bomo videl. Se pravi, ne glede na da to tega nisem imel. Se pravi, če nekdo tega ni naredil, ni nič izgubil, donos je gor na MetaMasku, sam se ne vidi. Se pravi, edini način, da ga vidite, je, da tole kliknete Autodetect token, da prepozna. Evo, in zdaj je vse tole, kar sem zdaj natradu, zdaj tele pol ure, prej sem še sam probal 2-3 trade, je že tukaj gor. Ne, to je recimo ena taka caka, ki jo je fajn vedeti, pa mogoče tudi potem novim ljudem povedati, kako se pravilno MetaMask nastavi. A imam jaz tako še eno vprašanje? Ja, saj jaz sem zdaj 2-3 trade naredil, mislim, da te osnove vedete, tako da sem zdaj na voljo za vprašanja, seveda, izvoli. S kom govorim? Ne, saj ni panike. Ja, živijo, Roman, jaz nisem mogla z unim prvim linkom not. Jaz sem danes tole že delala popoldne, ne? In pa meni zmanjkalo denarja. Pa je zdaj pa to, za tisto provizijo me je napisal, da nimam dosti denarja in pa mi ni šel trade čez. A je to možno? Kje on meni jemlje to provizijo dol? Na MetaMasku. Ok, zdaj, to sta zdaj mogoče eden vprašanj od dvema, ne. Eno je provizija, ki mi plačujemo MetaMasku. Se pravi, MetaMask je čisto zunanje denarnice, ki praktično nima veze zdaj z boomerangom. Razen to, da pač je smart contract narejen. Se pravi, vsakič, ki se naredi trade, je treba plačati provizijo. Zato imamo tudi na MetaMasku, vsakmu damo neki fija gor. Načeloma, če gre zdaj pogledati, vidiš, da je tam prej pisalo, da je provizija 1, pa 2, pa ne vem kaj, ampak načeloma, če gre zdaj pogledati activity, pa koliko so le provizije, če se spomnite, prej me opozarjali, da bo provizija od 1 do 2 dolarja. Zdaj grem pa tle pogledati, koliko je bila res. 0,14 je bila. 0,14. Se pravi, tukaj 10 dolarja bi mogli biti saj za 50 tradov. Tako da ne verjamem, da je tukaj zmanjkalo teh maticov. Se pravi, matice imamo gor zaradi tega, da plačujemo fee od MetaMaska. To je en vidik tega, kar smo vprašali, pa boš potem povedala, če se sploh odgovoril na tvoje vprašanje. Drugi vidik je pa ta, da vsak je z nakupom licence dobil določen kredit za trgovanje. Se pravi, jaz konkretno na tem računu, s katerega vam zdaj kažem, sem imel licenco za 500 dolarjev in sem dobil tega kredita za trgovanje 1500. Kar pomeni, vsaj te 3 trade, ki smo zdaj naredili po 100, pa po 100, pa po 100, tle odšteva. Ne, se pravi, meni je ostalo samo še 283. Se pravi, dam še 3 trade po 90 dolarjev in sem končal. Ne? Kaj je zdaj vprašanje tvoje bilo? Je tebi zmanjkalo denarja za trgovanje, ali ti je zmanjkalo maticov? Maticov po moje, ja. Maticov, zato ker meni, ko sem jaz odtradala, sem dala confirm, pa mi je pa napisal, da nimam za provizijo denarja, maticov dosti. Ja, se tle ni kaj za ugibati, ne. Tle pač moraš imeti stanje v plus, ne. Jaz imam tle 5,09, se pravi, odpri svoj MetaMask, svoj vol in pogledaj, koliko jih imaš. Če imaš 0, potem pač ti bom še nakazal, oziroma ti bomo zrihtali. Ne vem, kot ti zmanjka, si sem ti nakazal 20 maticov včeraj, ne, ali 23, nekaj tazga. To da mi čuden ti zmanjka. Se pravi, odpri MetaMask. A se to vse v dolarje spremenili, jaz ne vem. Jaz imam zdaj 1,47 matica. To pomeni, piše, da je 1,32 dolarja.
1,47, to imaš res malo, ne. Ok, ti bom jaz, ne vem, kako ti tole uspel ponuditi, bomo enkrat pogledali v priliki, ne, tle po activity, se pravi po preteklih tradih. Zanimivo, ker jaz sem ti včeraj poslal okrog 24, ne, kako ti to uspel ponuditi Ja, pa jih še nimam v tej denarnici, jaz to ne razumem. Kje pa lahko še sedem znam gledati, ja, sej. Ok, če jih nimaš v tej denarnici, se to individualno lahko še ostaneš ali pa se bo jutri zmenila, ker pol ob 9 ima Davorin webinar, se pravi se jih da prenesti iz enega voleta na drugega, znotraj denarnic. No, to je ena možnost. Druga možnost, ne, se pravi, mi zdaj vsem, ki se registrira, damo nekaj maticov ali pa jim rečemo, dajte kupiti nekaj maticov, zato te lahko začeli. Potem bomo pa te matice, ki so potrebne za provizijo, bomo zamenjali iz donosa, iz dobička. Kako? Se pravi, jaz bom tle zamenil te $4 v matice, ker meni bo tudi malo zmanjkalo. Ja? Bom tle odprl tisto valuto, ki jo hočem zamenjati, se pravi, te USDT-je bom zamenil v matice, ki mi jih bo kao zmanjka, se meni jih ne bo, ampak recimo za te, imaš dolarje, klikneš te dolarje in daš swap. Swap pomeni, kakor puščice kaže, zamenjaj. Swap, se pravi, zdaj me sprašuje, iz kaj v kaj. Se pravi, iz dolarjev, tle zberem z menija, v kaj bom zamenil? V matice. Ja. Znesek, koliko hočem zamenjati, bom kar vse, maksimalno, vse. Se pravi, $4 zamenil. Ok, in mi zdaj tle kaže, in mi zdaj tle išče ponudbo. Ker se tle zgodi, da piše ni ponudbe, samo čez 1 sekundo ponoviš spet. Evo je, se pravi, swap zamenjaj. USDT-je bom zamenil v matice. Zamenjaj. Super. Čakam 3 sekunde in jih bom imel zdaj 10. Evo je potrjena transakcija. Še enkrat pogledam. Ne, evo 10. Ja? Dobro, se jaz tudi to lahko naredim. Jaz tudi imam dolarje, pa zamenjam v matice, pa bo. Ja, to je ena možnost, drugače imaš pa ti, kakor se spomnim, imaš dva različna računa na MetaMasku, ne, se pravi, imaš več različnih računov, tudi lahko prenakažeš si z enega na drugega, koliko si nakažeš z Binance ali pa kje drugje, ampak mogoče tole zdaj že malo preveč zahtevno za ta nivo, ker sem bolj hotel pokazati trgovanje, no, pa nekaj bolj te osnovne stvari. Ne bi zdaj želel preveč v detalje, kako se zdaj izračuna na račun prenakazuje, kar je sicer pomembno, ampak v tem trenutku pač bolj želim, da ljudje imate te osnove, da boste uspešno lahko začeli, da boste imeli mašine pripravljene, da boste imeli denarnico razumeli, da imate te osnovne stvari dobro pripravljene, ne? No, super, kar dej, prost, ker sem vprašal. Ja, pač nisem mogla več tradati, ker nisem imela tega. Ja, no, zato sem evo, ne, se pravi, razumeš pa tudi, da boš slej prej tole ponudila. Ne, se pravi, ti imaš licenco za 500, tudi kakor se spomnimo, ne, se pravi, si dobila jurja pa pol, pa zdaj, če si že tradala, kaj ti piše? Ja, to vse razumem, imam samo še $500. O, dober, no, dober je. In tle mi piše, da imam profita $10,57 do zdaj. Ja, se to je normalno, ne, če naredimo malo matematike, ponudila si jurja in si za jurja dobila 1% donos. 1% od jurja je $10, vse štima. Ja, štima, tako. Vse štima, ne. Se pravi, vse, kar se zdaj tle delamo, pa se učimo, vse bo ostalo isto od takrat, ko bomo imeli polni znesek, edini znesek bomo večji vpisovali. Se pravi, vse, kar se zdaj pogovarjamo, bo isto. Sicer ne vemo, ta template bo isti, glede na to, da bo več beta, ampak drugače vse, kar se pogovarjamo, bo popolnoma isto, nič ne bo spremenilo, zato se zdaj to učimo, kljub temu, da čez 2 dni noben več denarja ne bo imel, pa potem čakamo na polni znesek, se pravi, edina razlika bo ta, da tle znesek bomo potem vpisovali od 800 do jurja. Če se bo pa izkazalo, da se da več, začnemo s to, tak je predlog, ni to omejitev, vi sami lahko probate za 2, za 3, lahko probate, noben ni rekel, da ne smete, ne. Lahko probate, jaz sam pravim, da izkušnje do zdaj so pokazale, da jurja dosti dobro deluje. Lahko pa, da bo tudi več. Aha, super. No, ampak tudi, če je jur, se pravi, od jurja 1% je pa $10, narediš 10 tradeov, imaš 100 taka, kar je pa
noben od nas ne hodi v tako službo, da bi 100 evrov zaslužil na uro. Mislim, da jih ni, ne? Prav veliko takih. Jaz sem danes zjutraj en trening z eno gospo, sem naredila 10 tradeov, so jih padla v ta gap, 10 tradeov v 20 minutah, v 23, manj kot pol ure, no, preko pol ure 10 tradeov. To zdaj ne pomeni, da je pa skozi tako. Pride trenutek, pride pol ure, ker ne vem, vse, kar probaš, je vse minus, ne. Ampak generalno gledano, 10 tradeov, a si hiter, a si počasen, 10 tradeov bi mogel narediti na uro, no. Ja, to. Stanislav tukaj. Naslednje vprašanje. Stanislav, Ja, jaz bi vprašal. Lahko? Izvoli se. Evo, jaz imam 3 vprašanja, če lahko. Seveda, izvoli. Prvo vprašanje je, glede na to, da sem dosti omejen s časom, a je kaj narobe v pol, ko bo glavni trade, če se recimo trada po 5000 evrov? To sem že odgovoril. Šaveza sprašujejo, a lahko jaz tradam po milijon. Šavez je rekel, lahko, če češ. Ne, ni stvar v tem, da bi firma kakšne omejitve postala, omejitve so druge. Mi tradamo na borzah, ne, in v glavnem tradamo na relativno manjših borzah, ne tradamo na Binancah. Ne, se pravi, omejitev je pač neka likvidnost na neki borzi, če me razumeš. Ne, se pravi, sam boš probal. Priporoča se, da začneš z jurjem, potem bomo pa povečevali, bomo videli, koliko še gre skozi. Ok. Jaz sem zdaj naredil z novo licenco en trade, tam mi kaže, da imam 18 tradeov, pa me zanima, je to od prejšnje licence 17 ali je karkoli narobe, ne vem. Ne, od prejšnje. Tebi vso statistiko pobliže, tradi postanejo. Ok, pa še naslednje vprašanje. Sam tole, da dokončam, ker mogoče pomemben tudi za vse ostale. Se pravi, ne glede na to, kaj tle piše, je dejansko pravi history. Ni tukaj, pravi history je tukaj noter. Ker je vsak trade na blockchainu, ne. Se pravi, tle je ta prava zgodovina noter. Tle je lahko tudi kaj narobe v user statistiki. Tole ne more biti narobe, ker je vsak trade na blockchainu. Ne? Ok. Ne more biti tle napake. Še eno vprašanje bi imel glede